Če bi morali poiskati eno super junakinjo morda, s katero bi se poistovetili, s kom bi se želeli? To je pa zdaj vprašanje, ki je priletelo kot strela z jasnega. Nikoli nisem imela kakšnih takih vzornikov, no, da bi se z njimi enačila, istovetila. Če bi vas mi označili za, denimo, za Piko Nogavičko, v mislih imamo njen smisel za pravičnost, njeno kljubovalnost. Ja, ne, tak ženski Robin Hood, ne. Pika Nogavička bi mi lahko bila blizu, ja, simpatično. Nimam sicer ropice, ne znam dvigniti konja, morda pa kje drugje lahko rušim prepreke, ki so nastale v naši državi, tudi drugod po svetu. V svetu superjunakov velja v bistvu eno tako pravilo, da lahko samo en človek spremeni svet. Tudi za vas bi lahko nekako dejali, da en človek pa spreminjate svet okrog nas. Če je to pohvala, potem se vam zanjo zahvaljujem. Res imam včasih kakšno tako filozofijo v sebi, da želim spreminjati svet, ampak pri tem početju me v zadnjem času vodi en pregovor, ki ga imam zapisanega v malih možganih zavedno. In sicer včasih sem bila pametna in sem želela spreminjati svet, danes sem modra in želim spreminjati sebe. Pri tem spreminjanju sveta se je treba zavedati, da svet ne more biti ustvarjen po vzoru enega človeka, da imamo na svetu različne ljudi, različnih mišljenj, vse to je treba spoštovati. Jaz kot informacijska pooblaščenka pa seveda poskušam ozaveščati in spreminjati zavest ljudi na področju prava, varstva osebnih podatkov in posegov v zasebnost. In prav zaradi vsega tega, kar ste našteli, se zdi, da imate ogromno dela in bi morali imeti malo prostega časa. Pa je tukaj spet neka super junakinja o vas in ga najdete za ogromno hobijev. Kaj vse počnete v tem prostem času? Prosti čas je tisti, ki meni napolni akumulatorje. Jaz sem garač, priznam, veliko delam, ampak veliko delam zato, ker delam z veseljem pa delam zato, ker imam izvrstne sodelavce. Ampak če nima človek svojega prostega časa, potem tudi na poslu ne opravlja lahko svojega dela 100%. Izkoristiti svoj prosti čas 100%, ga posvetiti družini in svojim hobijem, to je tisto, kar imam vedno v glavi. Hobijev kar nekaj, dva je potrebno izpostaviti, seveda bowling tu, kjer smo danes, tukaj preživim ogromno časa, tudi tekmujem, v meni ogromno tekmovalnega duha. Drug moj velik hobi je pa fotografija, ne. Brez fotoaparata pa pravzaprav nikamor ne grem. Portretna fotografija, landscape photography, torej pokrajinska fotografija, to sta dve vrsti fotografij, ki jo obožujem. Tudi tu seveda gre potem veliko časa za obdelavo fotografij, natisnem jih na platno, v bližnji prihodnosti bi si želela enkrat pripraviti eno razstavo teh svojih fotografij, tako da jih tudi še malo komu drugmu pokažem. In to mi vzame kar precej časa in včasih bi si želela, da bi dan imel seveda več kot 24 ur. Moj klub, recimo Bowling klub Phoenix, imamo žensko ekipo, ki igra v tako imenovani moški ligi, ne, in moškim kravžljamo živčke. Smo trenutno, mislim, da tretje v razpredelnici. Drugače pa na mednarodnih turnirjih je pa enotna konkurenca, ni ločeno za ženske in moške, samo svetovna in evropska prvenstva so ločena, ampak tam imajo na nekaterih tekmovanjih dekleta 8 keglov bonusa na igro in znajo kar lepo prehitevati fante. Punce smo majčkeno bolj natančne, včasih imamo boljšo tehniko kot fantje, ne igramo toliko na silo in znamo s tem prinesti noter manko pri hitrosti kugle in pri moči, ki jo fantje imajo. Imamo kugle, ki so narejene z gladko površino, kugle, ki so narejene z manj gladko površino, tako imenovane mat kugle. Vse je odvisno od oljenja na stezi. In tu je pravzaprav ena velika razlika med kegljanjem in bowlingom. Pri kegljanju steze niso naoljene, pri bowlingu imamo pa celo različne oljne vzorce, od kratkih do srednjih do dolgih. In za vsako vrsto vzorca pravzaprav potrebuješ drugačno kuglo, ker vsaka dela drugače na oljni površini in zelo odvisno je, če imamo recimo dolg oljni vzorec, rabiš zelo reaktivno kuglo, ki na koncu cukne, zato ker se po olje enostavno kar spelje, ne naredi dovolj, ne. Za kratke vzorce, ko zadaj na stezah olja ni, rabiš manj reaktivne kugle, ker naredijo že svoje, zato ker so prišle na suho površino. In velika dodana vrednost vrhunskih igralcev je, da ve, kdaj za kakšno olje vzeti kakšno kuglo, ne. To je tisto, kar jaz recimo še ne znam dobro. Ste ženske kaj vraževerne, da teh kugl ne sme vaših noben drug prijemati ali kaj takega? Ja, vsaka ima kakšen svoj fetiš na te krogle, ne. Kaj zvem, jaz mojo zmer malo pobožam, preden vržem.
Vsake toliko časa jo domov nesem v pomivalni stroj, da olje ven spravam, jo je treba tudi očistiti, da spet postane pridna in dela svoje na stezi. Vsak igralec ima eno svojo rutino, no, preden pride na stezo in kugla mora biti naša najboljša prijateljica, ko imamo tekmo. Ja. Pri puncah, ki imamo kratke dlani, zna biti problem na koncu, da nam dlan odpira in krogle padajo dol, ne znaš dlani zadržati in zato je tu blokada, ne, ki potem roko ustavi na določeni poziciji, da je izmed bolj natančena. Ne. Drugače se pa te dva prsta da do prvega členka v obe luknji in tukaj do konca, do tu, ne, noter, da je čim boljši oprijem, se postaviš v tisto pozo. Jaz delam na 5 korakov, ne, recimo kegljači v glavnem delajo na 3, recimo, mi delamo na 4, 5 ali 6, zato da nihaj res dobi tisto vso svojo polno veljavo. Dream score, ne. Vsak bowlingaš si želi vreči 300 enkrat v življenju in jaz pravim, enkrat do moje bowling penzije bom pa tudi jaz 300 vrgla nič. Med hobiji niste omenili ljubezni do motociklov in pa ljubezni do vsega, kar je v zraku, do letalstva. Kako je s tem? Ja, tudi to sta dve moji ljubezni. Letalstvo sicer zelo v ozadju, zdaj premalo časa imam, zato priznam, je bilo treba dati prioritete pač drugam, ampak motor pa še vedno imam v garaži in ga ne prodam in kadar mi zapaše, grem in se sprostim. Letalstvo je vedno bila moja strast, če danes spremljam, kaj se v letalstvu dogaja. Rada pogledam letala v zraku in poskušam prepoznati tip v parih sekundah, da vidim, če mi pomeni zverzirane možgane, ampak to kot prvo veliko stane, pa kar precej časa si je treba vzeti. Treba kar toliko in toliko ur naleteti letno, da licenco ohraniš. Lahko na vas gledamo morda kot na prvo Slovenko v vesolju? V vesolju? Ne, zato pa mislim, da sem zagotovo prestara. Želja pa bi bila? V vesolje bi jaz enkrat rada šla, ja, da pogledam Zemljo od tam gor, po moje dobiš čisten drug občutek, kaj planet predstavlja v vesolju. Saj danes že so komercialni leti, ne, če imaš temenih 15 milijonov evrov pod palcem, si lahko to privoščiš. Dvomim, da bom kdaj toliko bogata, bom počakala, da se bodo cene znižale. Na televiziji sem preživela 12 čudovitih let, pol na nacionalki, pol na Pop TV-ju. Teh let mi ni bo nikoli žal, meni je televizija dala ogromno enega znanja, enega veselja. Lahko rečem, nikoli ne reci nikoli, ampak v teh časih danes me zagotovo bolj mika pravo, me je povsem posrkalo vase, predvsem človekove pravice in zaenkrat ne razmišljam, da bi se vrnila v novinarske vode, razmišljam bolj o pravni stroki, priznam. Če se ukvarjaš s človekovimi pravicami, moraš ljudi imeti rad. To je osnovna stvar. Ampak ko govorimo o posegih v temeljne človekove pravice, govorimo o zelo ohlapnem ustavnem pravu in tu mora biti ogromno nekega pravnega znanja, da znamo pravniki pretuhtati, kako najti rešitev, ko pride do kolizije dveh ali celo večjih temeljnih človekovih pravic. In nekdo, ki ni pravnik, ne bom rekla, da ni mogoče, ne, ampak bo to delo zagotovo upravljal mnogo težje, kot če bi pravno izobrazbo seveda imel.